Nam lahko prosim predstavite pametno uro za starejše? Ja, to je ta ura, ki jo vidite, je sicer raznih oblik, velikosti, barv, ampak ključno je to, da je mobitel v obliki ure, ki ga imate na zapestju. Mobitel je težko nositi, ura je pa relativno enostavna za uporabo in zato smo izbrali to rešitev. Ura ima celo kupico lastnosti, mi govorimo o 10 osnovnih lastnostih, pa nekaj 100 scenarijih, kaj vse se lahko zgodi. Osnovna naloga je pa to, da pomaga starejšim ljudem. Če se vprašate, recimo za avto damo 10 ali pa 20 tisoč evrov, do starejšega človeka pa ni pravzaprav nobenega takega pripomočka, ki bi bil široko razširjen. In ta evropski projekt, ki traja 3 leta, naj bi uveljavil ta sistemski prehod, da bi se vsi ljudje navadili, da imajo neko napravo. V osnovni varianti naprava nudi, kot rečeno, skrbi za padce, lahko pokličete na pomoč, potem se da pokaže tudi uro, vse te osnovne lastnosti, na kar bi se pa dodajalo ostale sisteme, recimo za srce posebej, za diabetes, skratka za vse te kronične težave, ki se pojavljajo, se bodo potem naknadno dodajale te aplikacije, te storitve. To pomeni ura še v fazi raziskave? Ura pravzaprav ni več ravno v fazi raziskave, je že bolj v fazi razvoja prototipov. Prvi 2 leti so služile temu, da skupaj sestavljamo. Zdaj imamo nekaj delujočih prototipov, ki jih testiramo, da vidimo, kako dejansko starejši sprejmejo to uro. Ali se kakšni ukazi preveč zapleteni, ali imajo radi mogoče barvasta namesto črno uro, ali potrebno, da je ura vodotesna. Te raziskave delamo sedaj, se pravi finaliziramo. Hkrati pa tudi že zbiramo prednaročila. Če se kdo želi, se lahko prednaroči na to. Kako se pa aktivira? V osnovni varianti uro uporabljamo kot uro. To pomeni, da pritisnemo na gumbek, lahko v bistvu na katerikoli gumbek, ampak običajno v zgornjega, prižgemo, ugasnemo uro. Če pozabljamo ugasniti nič hudega, čez nekaj časa se sama ugasne. In ta ura ima osnovne funkcije kot vsaka ura. To je recimo tisto, kar se bo najbolj uporabljalo in kar naj bi tudi ljudi pripravljalo, da bi to uro uporabljalo. Ker stare funkcije so v glavnem, lahko so opozorila, da ste pozabili tableto vzeti, skratka so pa bolj specifične. To pomeni, da lahko nastavimo tudi dnevni red, kako jemati zdravila. Tako je. In ko jih vzamemo, v bistvu potrdimo, da smo jih vzeli in to se pametni telefon oziroma ura zapomni. Logika sistema je trenutno ta, da tukaj napiše opozorilo in potem potrdite, da ste opozorilo sprejeli. Obstajajo pa spet dodatne aplikacije, ki gledajo, ste uro vzeli, se pravi, recimo, ali beležijo težo, če ste predali, samo to je spet druga zgodba. Tisto, kar je tukaj, ta hip, je opozorilo, danes morate vzeti tableto, zdaj le ob 6 pritisnete na gumbek in greste tableto vzeti tableto. In kako na kratko v praksi deluje, ko ura zazna, da smo padli, recimo? Ja, to lahko pokažem, Recimo, zdaj sem kar 2krat dodaril in potem te varianti mora ura nekaj časa mirovati, ker če se premikamo, potem ura domneva, da smo v redu, da smo se pobrali, da smo sami gospodar situacije. Če pa mirujemo, zdaj vprašanje, če dovolj mirujemo, ker vsakeč ima ura za pretehtati med to vsiljivostjo, zdaj je poklicala, vidite, Zdaj jo lahko prekinem, lahko pa počakam, da bo reče na doktor 24, recimo, da bo pustil in bo poklicala na pomoč. Se to sliši? V tem primeru ste vezani na katero številko? Pokazali smo 3 ure, ta je bila vezana na doktor 24, drugi 2 uri sta bili pa vezani na... Hvala lepa, še vedno testiramo, se pravičujemo, hvala vsi. Tiste drugi 2 uri sta bili pa vezani na mobitel od kolegov, tako da sta ona dva, ki sta stala zraven ure, ste dvignila na mobitel. V bistvu ta pametna ura za starejše je evropski projekt in kaj naj bi se s tem doseglo? Kakšen je namen? S tem naj bi se doseglo en korenit zasuk
v sedanji varianti, ko večina starejših nima pri sebi nobene naprave, ki jo nosi, da bi prišli v nov sistem, v novo družbo, kjer bi večina starejših imela tako zapisnico. Glede, danes mlajši teče okrog, jogajo, pa imajo tako zapisnico. Avtomobili imajo, ne vem, črne škatle, ogromno elektronka noter. Starejši pa nimajo nobene naprave, ki bi pomagala. S tem želimo sistemsko spremeniti situacijo. Verjetno bodo potekala tudi izobraževanja starejših za uporabo teh pametnih ur. Čez 14 dni bo pa taka predstavitev, ki bo trajala najmanj 1 uro. Kje bo to? Verjetno bo v Fužinah, ampak to je stvar še dogovora. In kje se lahko zainteresirani naročijo na to uro? Mogoče najbolj enostavno, da pride na delavnico, takrat, ko bojo javno razglašene in bomo tam še enkrat vse razložili, zbirali prijave. Drugače pa elektronsko, če kar pošljajo meni sporočilo na matjaz.gams@ins.si. No, na koncu prosim, če se še lahko predstavite. Sem Matjaž Gams, profesor doktor, zaposlen na Inštitutu Jožef Stefan. Drugače pa sem slovenski koordinator tega projekta. Projekt ima 20 partnerjev, prototip se testira v 6 državah, ker to želimo v celi Evropi premakati naprej.